Edina kandidatka, nekdanja direktorica zdravstvenega doma Ljubislava Škebin, pravi, da je čas za nove poglede in energije, zato se želi preizkusiti še na lokalni politični ravni. Predvsem je treba tukaj tudi v občini Sežana, da ljudje začnemo razmišljati preko svojih zidov, ker če bo samo vsak zase razmišljal, kaj bo v bistvu nekako si pridobil, potem skupnega uspeha ne bo. Aktualni podžupan in svetnik David Škabar stavi na sodelovanje in povezovanje, ključen za Sežano pa je razvoj gospodarstva. Druga naloga, ki sem si jo zadal, bo ustanovitev inovacijskega sklada. Na Krasu imamo dosti pametnih mladih ljudi, ki morda nimajo priložnosti, in s tem skladom bi jim pomagali, da svoje ideje lažje uveljavijo. Aktualni svetnik Edi Fabijan ni zadovoljen s sedanjim načinom delovanja v občini. Treba je dvigniti glas in se odpreti v svet, sicer se ne bo mogoče izkopati iz krča. Mladi v Sežani po našem mnenju nimajo perspektive, ker zaradi teh odnosov in klientelizma, nepotizma in teh podarjanja služb, bi rekel, samo eni opciji, ki je na oblasti, mladi izgubljajo zaupanje v to našo občino in se raje iščejo službo drugje ali pa celo v drugih državah. Mi želimo to presekati. Izkušenj na lokalni politični ravni mu ne manjka, bil je tudi podžupan. Dolgoletni svetnik Rudi Pečar dvomi v pozitivne učinke izgradnje hitre proge Trst-Divača. Nisem proti, vendar ukolikor se bo to zgodilo, želim, da je občina Sežana aktivno vključena v ta projekt, da zagovarjamo stališča občanov in občank pri varovanju krajine in pa pri varovanju kvalitete življenja občanov. Doktor kemijskih znanosti Milko Novič meni, da mora občina delovati bolj pregledno in se povezovati z zamejstvom. Kot raziskovalec je deloval v več tujih državah. Denar se lahko prepelje v proračun na dva načina in samo na dva načina. To je povečanje prihodkov in pa zmanjšanje odhodkov. Tole drugo je manj všeč ljudem, ker na nek način diši po racionalizaciji, ki bo jo potrebno izvesti tekom naslednjega mandata. Tretji županski mandat si obeta Davorin Terčon, zagovarja enakomeren razvoj celotne občine in projektno delo na področju gospodarstva. Tukaj bi omenil eko-poslovno cono, razvoj podjetništva preko inkubatora, saj ugotavljamo, da bo v naslednji perspektivi zelo veliko projektov za podporo podjetništvu, socialno podjetništvo in še vrsta drugih projektov, kot so na področju turizma, kjer želimo projekt Živega muzeja Krasa nadgraditi v geopark. Trije kandidati s podporo volivcev, trije izrazito strankarski kandidati, vsekakor zanimiv preizkus za sežansko volilno telo.